Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Samu, Lano, Luki in Piki, ki ob večerih zelo radi prisluhnejo pravljičnemu svetu. Tokrat bomo spoznali Zdravka, malo zebro, ki se je znašel v izjemno hudi zagati, ki bi se lahko zgodila čisto vsakemu izmed nas. Namreč popackal si je kožušček. A ko se je Zdravko odpravil v pralnico, je v hudi naglici oblekal moker kožušček, ampak so bile proge res njegove. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za Sama, Lano, Luka ter Piko z naslovom Čigave so te proge? Zdravko je mala zebra, ki se za zajtrk rad posladka z marmelado. Nekega jutra si jo na kruh namaže toliko, da z njo popacka svoj progasti kožušček. Ampak zebre si s tem ne delajo skrbi. Če se umažejo, se pač preoblečejo. Tako kot drugim živalim jim to omogoča velika zadrga, ki jo imajo vzdolž svojih trebuhov. Toda danes, medtem ko brska po svoji omari, Zdravko nima sreče. Ne najde niti enega čistega kožuščka. Vsi, ki mu pridejo pod roke, so premajhni ali preveliki, strgani na kolenih ali ponošeni. Zdravkova mama zavzdihne. Ne gre drugače, kot da se odpraviš v pralnico. Do tja ni daleč in Zdravko se že po nekaj korakih znajde pred pralnimi stroji. Sleče svoj kožušček, ga vrže v stroj in izbere program ekspresno hitro, ki za pranje potrebuje le nekaj minut. Na koncu ulice nenadoma opazi majhnega tigra. Tudi on je v spodnjicah in vse kaže, da je namenjen proti pralnici. Zdravko se prestraši. Tiger prihaja po svoje oblačilo. Ne smem ostati tu, pojedel me bo. K sreči takrat nekaj zapiska. Odlično, perilo je oprano. Zdravko plane k stroju, skoči v še vedno moker kožušček in jo hitro pobriše. Pomirjen Zdravko odskaklja proti parku, da bi svoje oblačilo posušil na soncu. A ko pride tja, se zebre, žirafe in gazele kar naenkrat kriči razbežijo. Zdravko se čudi. Ne razumem, česa se tako bojijo? Ko gre mimo neke steklene izložbe, Zdravko od strahu poskoči. V šipi namreč namesto sebe vidi tigrov odsev. Ves iz sebe se Zdravko obrne, toda za njim ni nikogar. Takrat se mu končno posveti, kaj se je zgodilo. V pralnici sem odprl napačen stroj. Vzel sem tigrov kožušček. Zdravko se z zanimanjem ogleduje. V tej opravi se komaj prepoznam, si reče in se nato začne navdušeno pretvarjati, kot da je čisto pravi tiger. Spakuje se na vse mogoče načine in poskusi celo zarjoveti, pa čeprav samo zato, da bi videl, kakšen je občutek. No, tale oranžni kožušček s progami pa ni kar tako. Prav lepo mi pristoji. Njegovo novo oblačilo se mu zdi tako imenitno, da ga sklene pokazati staršem. A ko pride domov, tam zavlada panika. Oče, ki je pospravljal hrano iz nakupovalne vrečke, prevrne kozarec kislih kumaric, iz katerega se tekočina razlije po lesenih tleh.
Mama spusti na tla jajca, iz katerih je hotela speči torto. Njegova mlajša sestra Zala pa iz sebe spravi takšen krik, da se zatresejo šipe. Ne bojte se, jaz sem, pojasni Zdravko. Toda zebre tako šklepetajo zobmi, da ne slišijo ničesar. Svoje oblačilo moram obvezno dobiti nazaj, pomisli Zdravko. Vrne se v pralnico in pogleda vsakega od strojev. Zaman. Njegov kožušček je izginil. Za seboj nenadoma zasliši Raskav glas. Zdrzne se. Tine, povsod sem te iskala. Pridi, greva domov. Tigrica, ki je že precej v letih, pograbi roko male zebre. Zdravka že dolgo ni bilo tako strah. Tale starka je napol slepa, a če bo odkrila, kdo sem v resnici, si me bo privoščila za kosilo. Ko stopita v hišo, kjer živijo tigri, Zdravko postane še bolj zaskrbljen. Kako naj zdaj pobegne? K njemu pristopi mala tigrica, ki se je igrala v dnevni sobi, in ga začne ovohavati. Tine, danes pa nekam čudno dišiš. Zdravko zamomlja. To je zaradi pralnega praška. Pretiraval sem z njim. Mala tigrica naguba čelo. Tudi tvoj glas je drugačen, reče, nato pa zavpije. Očka, mama, Tine je bolan. Starši male tigrice prihitijo v dnevno sobo, toda v tistem trenutku nekdo potrka na vrata. Ko jih odpreta, si tigra oblizneta ustnice. Jami, zebra. Toda zebra si hitro sleče kožušček in jo začne rotiti. Nikar me ne požrita, jaz sem, Tine. Ko prepoznata svojega sina, tigra skoraj omedlita. Nikoli več ne bova jedla zebre, zgroženo obljubita. Ob teh besedah se jima Zdravko približa. Res? Nikoli več? Boljšega si ne bi mogel želeti, kajti jaz sem v resnici zebra. Zdravko in Tine si izmenjata kožuščka. Starši malega tigra nato telefonirajo Zdravkovim staršem, naj pridejo po svojega sina. Ko prispeta k tigrom domov, zebri še zdaleč nista sproščeni. Toda tigri so prijazna druščina in zebri se kmalu celo nasmehneta. Ko zagleda svoje starše, Zdravko zakliče. Lahko še malo ostanem? Tine me še ni naučil rjoveti. Kakšna zabavna in nagajivo skrivnostna prigoda. Ja, včasih je življenje nepredvidljivo in lahko se zgodijo zapleti, ki nas lahko tudi malo prestrašijo, a nas na koncu vedno pripeljejo do odličnega zaključka kot v pravljičnem svetu. Samo Lan, Luka in Pika. Bodite radovedni, pogumni ter vedno pripravljeni na nove dogodivščine. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni odlični šolsko obarvani pravljici z naslovom Pa kaj? Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Samu, Lanu, Luki in Piki, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, res luštna pravljica.